Mnenja svetnikov glede nadaljevanja projekta so deljena. Prenehajmo biti še naprej naivni, ustavimo investicijo, dokler ne naredimo finančne konstrukcije, potem pa naprej. Novo mesto rabi športno dvorano, vendar veliko manjšo. In jaz na tem mestu danes trdim, da bo prišlo do preprojektiranja. Gregor Macedoni je pozval župana, da naj se do trenutka, ko bo zelo jasno zaključena in določena finančna konstrukcija, s katero bi lahko prišli do izvedbe oziroma izgradnje večnamenske športne dvorane, da se do takrat ustavijo prevzemanje vseh stroškov in plačevanje vseh drugih morebitnih povezanih stroškov. Kljub obljubljenim državnim sredstvom namreč občina nima dovolj preostanka denarja za nadaljevanje projekta, meni Macedoni. Rafko Križman pa je prepričan, da ga ne bi smeli zaustaviti. Namreč, če obstaja možnost, da lahko do dvorane pridemo, da lahko pridemo do dodatnih sredstev države in javno-zasebnega partnerstva, menim, da je treba pripraviti vse stvari, ki bi jih ob morebitni gradnji dvorane tako ali tako potrebovali. Župan Alojzij Muhič priznava, da so bili doslej v projektu večnamenske dvorane neuspešni, tako do javno-zasebnega partnerstva ne more priti, zato so pripravili 3 scenarije. Jaz sem prepričan, če bi imeli gradbeno dovoljenje, da bi od države dobili več sredstev in bi tudi, če bi spremenili pogoje razpisa, pridobili tudi investitorja. Brez gradbenega dovoljenja pa tega seveda ne bo, dodaja. Vsekakor bodo imeli zadnjo besedo svetniki. Je pa jasno, da bodo v primeru nadaljnje podpore projektu morali v letošnjem proračunu zagotoviti 310 tisoč evrov. V to so vključene vse dejavnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja, od nakupa zemljišč in plačila projektanta do plačila za spremembo namembnosti.